Na našem vrtu vsako leto uporabljamo organsko zastirko. Tukaj imamo zastirko, ki je sestavljena iz lesnih vlaken in pa manjše količine komposta, ki izhaja iz zelenega odreza. Tako zastirko lahko potresemo po celi gredi in potem sadimo vrtnine oziroma sadike v njo. Lahko sejemo tudi fižol, grah in ostale vrtnine. Pokazal pa bom, kaj smo naredili na našem vrtu. Tukaj smo predhodno že sadili solato, vmesni prostor, nadzemno kolerabico. Seveda pa smo takrat še pozabili na zastirko in smo jo potem dodali naknadno. Organska zastirka enostavno poskrbi, da so tla bolj vlažna. Ugotovili smo, da v spomladanskem času zastirka ne sme biti tako debela, kasneje poleti pa se lahko tudi poveča do višine 5 cm. Zdaj smo pa tla samo pokrili, da so tla ob območju korenin stalno vlažna, rahla, rastline pa lepše napredujejo v rasti. No pa poglejmo še ostale zastirke. Tukaj imamo zastirko iz trave, iz odkosa, ki je zdrobljena pod rotacijsko kosilnico. Taka zastirka je tudi dobra, dostikrat se pa pod njo skrivajo polži, najlažje jo raztresemo kar po gredi, potem pa znotraj pravzaprav sadimo v gnezda. Kar se tiče slame, pa lahko rečem, da slama je dokaj groba in se težko razporeja okoli rastlin. Pod slamo se zemlja tudi dokaj hitro suši, navsezadnje pa odvzema tudi del dušika rastlinam, tako da ni najbolj koristna na vrtu. Pri rasti organski zastirki pa so lesna vlakna stabilizirana z dušikom, tako da ne odvzema hranil rastlinam. Manjša količina komposta pa poskrbi, da je vse skupaj še bolj stabilizirano. Poglejmo, kaj smo naredili na primeru jagod in potem še na ostalih rastlinah na vrtu. Tudi pri jagodah smo uporabili rasti organsko zastirko. V prvi fazi smo jo potresli po gredi, kajti zelo dobro rahlja težka ilovnata tla, odlično izboljša tudi rahla peščena tla, tam se voda v poletnem času boljše zadržuje. Raztresli smo jo preko cele gredice, potem pa plitvo vdelali v tla, tam v območje korenin 15 do 20 cm, tam enostavno se tudi najboljše počuti. Potem pa, kot se vidi tukaj, smo naredili grebene. Jagode, posebej v težki zemlji, se najboljše počutijo na grebenih. Rasti organsko zastirko pa smo potem potresli preko cele grede na debelino 2 do 3 cm. Sadili smo na ta način, da smo zemljo odmaknili z motiko, rahlo osuli sadike in potem vrnili zastirko nazaj. Vidimo pa, da jagode vedno sadimo tako, da ne zasujemo zgornji del sadike. Dobro se počuti na grebenu, da je zemlja rahla in pa odcedna, tako da zastirka bo pomagala tudi potem naprej do boljšega pridelka. Vsekakor pa, kot vidite, smo odstranili čisto vse cvetove, tudi tega tukaj bomo, kajti rastlina v prvi fazi potrebuje ukoreninjanje, ne pa cvetov, ki jo obremenjujejo in potem tudi slabijo. Tako, zastirka je zelo koristna tudi v nasadu malin. Vsekakor jo dodajamo tudi pri sadnem drevju, še posebej tam, kjer raste na šibkih podlagah. Tam je zelo koristna, kajti te rastline nimajo globokih korenin. Ne pozabimo pa seveda tudi dodati mogoče pri kakšnih grmovnicah. Zelo dobro je, da vsujemo tudi vrtnice in pri vrtnicah je dobro, da ta zastirka ne vsebuje taninskih kislin. Tla se pod njo ne pregrevajo v poletnem času, zadržuje tudi več vlage in s pomočjo take zastirke zalivamo vsaj pol manj in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Seveda pa poskrbimo, da je v tleh tudi manj plevela. Če je zastirka dovolj visoka, enostavno tudi plevel ne pokuka skozi njo. V spomladanskem času naj bo nekoliko manjša, poleti pa zastirko povečate in na ta način ustvarite prave pogoje za odličen pridelek, ki vas bo tudi najbolj razveselil na vaši mizi.
Kar se tiče kompostne zastirke, naj povem, da jaz kompost raje potresam po gredah, toliko kot ga rastline tudi rabijo. Ne pretiravamo s kompostom, kajti prevelika količina komposta, tudi v obliki zastirke, enostavno pomeni to, da bodo rastline obogatene z dušikom, to pa pomeni potem tudi več bolezni, več težav. Tam, kjer močno gnojite s kompostom oziroma kjer je vzpostavljena tudi kompostna zastirka, pa se veselo množijo tudi bramorji in tega škodljivca si jih zagotovo ne želite v vašem vrtu, tako da se, kar se tiče kompostne zastirke, jaz osebno raje izogibam, uporabljam druge naravne materiale in s temi sem pravzaprav najbolj zadovoljen. Kompost pa je odlično naravno gnojilo, ki enostavno ga dodajam na vse gredice in to priporočam tudi vam.